No, sva uživa, ne bova videla. Zdaj je ura 5. Bova videla, koliko nas bo danes delovni dan. In da... Zdaj je tudi tako, da... Mraz je. Mraz, tak prijazen, daž pada, ne tako prijazno... Sam ni v Zagorju, mi je rekla Apolonija, da je sonček. A veš, to sam mi tle v Bohinju. No, smo celi premočeni. Kakorkoli, četrti dan, ko vztrajate in podpirate v bistvu to, da ne prekinemo tega maratona prijaznosti. In ja, dober dan in dobrodošli. Jaz si grem samo še po kozarce vode. Albert vas bo pa ta cajt zabaval. Ojej. To moram zdaj prijazno premest, ker v starih časih bi rekel, nismo ga treba pomisliti na to. Tako da, evo ja. Tako mi je zanimivo, ne? Ena taka naravnanost, kako se, bom rekel, počasi usede v nas in kako postane del nas. Ne? A veš kaj, nisem mogla prej pomisliti na to, a veš zakaj ne? Zato, ker sem imela na telefonu eno odraslo mamico, ki me je sprašvala, če lahko pride s svojo. Zato, ker se kregata non-stop. In sem si pač vzela čas za njo in pa sem zelo hitela, da sem se pripravila na tale live. Ja. No, tukaj mogoče, če jaz dodam eno mojo najlepšo izkušnjo v zadnjem mesecu, je bilo to, ko sem imel dialog med mamo in hčerjo, ki sta za kar ene 5 let izgubile stik popolnoma in sta ga našle in v bistvu našli. Ja. In ja, bom rekel, v nekem prijaznem razumevanju druge. Jaz sem tako doživel, kot da sta se ponovno našli, kot da je hči dobila izgubljeno mamo in mama izgubljeno hči, tako res nekaj najlepšega, kar sem kdajkoli doživel. Ja, in danes bova govorila točno to o naših otrocih. Albert je imel neko idejo, da jih razdeliva po starosti. Jaz sem pa želela govoriti v bistvu o vzdušju, ki ga mi z našimi otroki proizvajamo, oziroma kakšni smo do naših otrok na splošno. To se pravi, od malega do pač potem, ko so že najstniki, ki znajo biti res annoying in zelo veliko provocirajo, a ne? Zato, ker nas testirajo non-stop, ki smo, kaj razmišljamo, na čigavi strani smo. In seveda potem, ko odrastamo, a ne, dokler imam še vedno mamo, to pomeni, da sem še vedno otrok, Albert tudi. In spet, pač vsa ta različna obdobja prinašajo neke različne zgodbe, različne pogovore, koliko povemo staršem, koliko jim ne povemo. Majhni otroci povejo vse, potem veste, kako to gre. Ampak še vseeno, a je naš ton prijazen, a je naša naravnanost notranja prijazna do naših otrok ali ne. To se pravi, danes bova govorila staršem, a ne? Zdaj, koliko ste stari starši pa, ali pa koliko imate stare otroke, pa nima nobene veze. In jaz sem tukaj pač želela spet izpostaviti to temo, kaj prinašamo v sebi in sabo, glede vzorcev. A si zamrznil? Ne, jaz te poslušam, čakam, kam bo šla. Ker jaz kar razmišljam, ne, tako bom rekel, je z otroki podobna zgodba kot s partnerjem. Ko ga vzamemo prvič v naročje, si naredimo sliko, ne, to bo pa zdaj nek najlepši odnos. Naredimo si neko pravljico, verjetno, ne, midva pa nikoli ne bova prišla navzkriž, ne, to bo zlati otrok.
ki mi bo sledil, jaz ga ne bom omejeval, jaz ne bom neprijazen do njega, jaz ne bom upil, kaj šele, da bi mu kaj naredil hudega. Vidva bova tako prijatelja, da bo on sam od sebe videl, kje so meje. Ja. In te zgodbe se, bom rekel, ene že zelo zgodaj zataknejo, ko otroci nekako ne sledijo tej naši genialni ideji, in začnejo nekaj po svoje, ali nočijo spati, ali nočijo jesti, ali skratka. Tukaj se začne pol, ko moramo mi nekaj ukrepati, ko smo v velikih dilemah, kaj zdaj. In tukaj so zdaj prepričanja. Otrok seveda zelo hitro svoje nestrinjanje pokaže s tem, da joka, da se upira, da kriči, da je agresiven. In tle lahko se mi že zelo hitro izgubimo. Tako da jaz sem o tem razmišljal, da v bistvu na tej črti, ko je treba biti recimo odločen, ko je treba reči ne, ko je treba neke posledice speljati, a imamo model, da to lahko naredimo odločno in prijazno. Ker jaz recimo pri sebi se tako zelo spomnim, da je bilo z prepovedjo, je morala biti neka agresija. Skratka, v mojem zapisu je bilo torej zdaj tako, govoriš o vzorcih. Govorimo o vzorcu. O zelo, pač, meni je to, bom rekel, izhodišče vsega, da razumem, odkot način mojega vedenja, odkot prihaja. In pač te vzorce sva mi dva raziskala po dolgem in počez in ja, tudi zato so najvodila. Tudi sprobala sva jih in zato so tudi najvodila, seveda. Da vam pomagajo, če pač koga to, bom rekel, se dotaknejo. Ali pa veseli, če koga veseli raziskovati sebe. Hotel sem to reči, da jaz sem imel to, da mora biti, se pravi, avtoriteta, odločnost, reči ne, to je pri meni vse bilo povezano z neko agresijo, z neko neprijaznostjo, nestrpnostjo, ne boš, ne moš, pa ne to, v tem duhu. In meni nikakor ni šlo skupaj, kako na prijazen način to speljati. Pač, bom rekel, nisem imel sestavin in sem dolg časa verjel, da to se sploh ne da. Ja, in meni je govoril, da razvajam otroke. Zato, ker sem bila vesela, pa prijazna, pa otroci so vse naredili, ker sem hotela. No, ampak gledajte, tukaj, recimo, midva sva res dokaz o tem, kdaj otroci funkcionirajo. Ampak jaz bi se dotaknila še ene stvari. Tisti, ki ste zamudili prijaznost do sebe, pa tisti, ki ste zamudili prijaznost v partnerskem odnosu. Jaz vam bom povedala mojo izkušnjo. Kdaj sem lahko jaz bila prijazna mama? Takrat, ko sem se počutila v tem odnosu z nama v redu, kadar sem bila varna, ni važno, sva bila skupaj, je bil Albert v službi ali jaz doma. Ampak tisti občutek varnosti, da sva mi dva v redu, da sva povezana, da je varno. In seveda, kadar sem bila v stiku s prijaznostjo do sebe, da sem znala tudi otrokom povedati, kje so moje meje. In to na način, ki ni bil povezan z narejeno prijaznostjo. A veste, ker mi velikrat rečemo, otroci ne smejo, mislim, mi moramo biti z otroki prijazni, da ne bojo doživeli travme, da ne bojo imeli težkega življenja in pa smo tako prijazni, pripravi mizo, a prosim pripraviš mizo, daj prosim pripravi mizo, lej 100-krat sem ti že rekla, prosim, no, daj pripravi mizo, prosim pripravi mizo, to je ene vrste prijaznost, ki pač ni prijaznost in otrok, lejte, ne moramo shecati. Otrok točno ve, kako smo mi vse. In če smo narejeni, če se delamo prijazne, otrok to ve in seveda bo še bolj pritisku na ta gumb, ki se mu reče eksplozija. In tle vam na srce polagam, poslušajte prvi pa drugi del, ki sva ga imela, pa tudi tretji del. Skratka, uvod, drugi del pa
tretji del, ker vam bo to zelo pomagalo k razumevanju, mislim, k razumevanju tega, kaj vas v bistvu dela sploh prijazne. A ne? In potem so tukaj še vzorci, kaj je Albert rekel, kako so nas vzgajali, a so nas kaznovali, a so bili prijazni do nas, a so se hecali z nami, a so bili igrivi, a so si vzeli čas, a so bili prisotni v odnosu. To je vse tisto, kar so sestavine za to, da mi do otroka se lahko odzivamo prijazno. Tukaj je mogoče to vprašanje, kakšno je bilo splošno vzdušje v odnosu med našimi starši ali pa tisti, ki so nas vzgajali in nami. Ja. In a je recimo bila prijaznost nagrada za to, da smo si mogli to zaslužiti, recimo, da to ni bilo nekaj samoumevnega, ne? Vprašanja. In kako to vzdušje, ki smo ga mi bili deležni, koliko tega vzdušja je tudi v našem odnosu z našimi otroki. To so recimo taka vprašanja, ki so čist, bom rekel, po načelu naj vodili. Raziskujemo te svoje zapise, kako so ti zapisi, ko smo mi odraščali, se naselili ali pa zapisali v nas. To so, bom rekel, tako naprintane stvari, utetovirane, užigosane stvari, ki, bom rekel, jih ne moreš kar tako z nekim razumskim, z neko razumsko voljo spremeniti, da si rečeš, zdaj pa jaz ne bom tak, pa kar nisi. Ne gre navadno. Tukaj je treba narediti nek čustveni proces, ki nam pomaga pol do spremembe. In jaz se recimo spomnim, meni je bila ena taka močen pripomoček, ko sem opazoval recimo jezo. Jeza pri sebi, jeza do otrok. In jaz sem imel dolg časa to, da ko mene oni razjezijo, jaz pač nič ne morem, jaz se pač moram jeziti. In sem pač pol norel in dolg časa nisem, v bistvu, ne vedel sem, da ni prav. Ampak bil sem čist nemočen, kaj za to spremeniti. Če te lahko prekinem, jeza pri sebi je ravno zaradi prijaznosti do otrok danes znižana za 15%, ker pač nasprotje prijaznosti je seveda jeza, da se mi jezimo, da padamo ven in to je naš delež. To niso otroci krivi, to vemo. Ok, sorry, ko sem te prekinila. Ne, saj je smiselno. Glavno hočem reči to, da šele, ko sem jaz prišel v stik z mojim doživljanjem mene kot otroka, kako je bilo meni kot otroku ob jeznih starših, ob agresivnih starših, ob starših, ki pač niso bili prijazni, kako sem se srečal čustveno, sem se moral srečati z tem občutkom, s to bolečino, tudi mogoče s tistimi občutki, ki dejansko zamrzneš, ki kar otrkneš, ki bi kar se naredil mrtvega, ni me, sam da mine. Šele, ko sem prišel v stik s to grozo pri sebi, sem lahko naredil most do tega, da sem rekel, sej tako se pa moj otrok počuti, kadar se jaz tako obnašam. In tam noter je pol se zgodila ta sprememba. In ja, tukaj pač to boste, ko boste jezo delali, boste videli, da ni to, da nas nekdo razjezi, ampak da je v bistvu jeza naše občutje in mi izbiramo, kaj bomo s tem naredili. Drugače pa gledajte, danes sem jaz želela predvsem govoriti o tem vsakdanjem življenju in vam dati nekaj primerov. Zadnjič mi je rekla ena mamica, daj nam recepte, jaz pa skozi ni receptov. No, ampak potem mi je rekla, da na tem najnem kanalu na YouTubeu Albert in Leonida Mrgole, da ona pa te videe doživlja kot recepte. In vam bom povedala, Albert je bil drugač, zdaj le govori o pač tisti temni plati njegovi, ampak je bil tudi pač prijazen in vesel oči in igriv. In jaz se spomnim, kako se je drugač res dobro znajdel, zato ker njemu se
ki je iz službe prišel, se mu ponavadi nič ni dal, a ne, res nič, tako. Ja, Da bi se- utrujen sem bil. Ja, kaj. res, Ja. daj. Ok, bil je utrujen, ja, to slišam, bil si utrujen. In potem je on si izmišljal take res prisrčne igrice. Recimo, on je rekel, da more nujno ležati in da se bo delal, kada je mrtev, in da otroci pa lahko ga čohajo, po njemu skačejo, zaradi Me tega, ker oživljajo. ga uživljajo in take stvari, in da skratka, enkrat bo enemu uspela, ne ga uživeti. In on je na ta način v bistvu lepo zaspal, oni so ga pač po njemu, pa so ga božali, pa Ja, sam sem čohali. jaz dodal tlele dramatičen zaplet, a ne, zato da tisti, ki me prebudi, a ne, bo ratov prašiček, ne, in pol bom jaz prašička ugrabil in ga, je prašiček v nevarnosti in pol ga morajo ostali reševati, ne, in to je seveda, bom rekel, ob pravih trenutkih sem doziral to, da sem se prebudil, a ne, da niso izgubili motivacije in da so bili v napetosti, a ne. In pol sem jaz, a ne, tega ujel in pol je bilo to strašno, a ne, rjovenje in borbe in tako naprej. In včasih sem po 3 ujel naenkrat in tako. In ker vam zdaj govoriva je prijaznost do sebe. Skratka, jaz sem utrujen, moram se malo ležati, ampak to še zmeraj ne pomeni, da vas ni, da morate tam v kotu stati pa molčati. Lahko ste tukaj z mano in lahko pač se crklamo, a ne? To je bila recimo ena tema. Pol bi pa rekla še eno drugo stvar, ki sem se pa tudi jaz zamislila enkrat, kolikrat mi našemu otroku rečemo, počakaj, nimam časa, ne? Ali pa, daj ti bolj zdajle, ker ne morem. Jaz sem se to enkrat zalotila in sem si rekla, majke mile, če bi meni en tokrat rekel tole, jaz bi znorela, a ne? In sem tako, koliko so otroci potrpežljivi, kolikrat pridejo, ne? In lejte, zelo se pritožujemo čez mobiteli in čez tem, koliko imajo otroci te mobitele, ampak jaz vem, da mi nismo nič drugačni, a ne? Skratka, kolikrat vi gledate v telefon, ko vas otrok nekaj sprašuje in se ne odzovete z očesnim stikom. Očesni stik je najbolj prijazna gesta, ki jo človek lahko z otrokom naredi. To pomeni, tukaj sem zate. Kolikrat se odzovete s tem, da odložite in ga zares poslušate, kaj vam želi povedati. Ne, da mu daste pol na svet, ne, da ga pol popravite, ampak da ga slišite, kaj vam hoče reči. Kolikrat si vzamemo čas, a ne, to so mogoče tudi domače naloge, da malo razmišljate o tem. Kolikrat si vzamemo čas, a veste, ta moment, ne, mi moramo otroke vzgajati, to je tako težka tema, a ne. In otroku moramo povedati, kaj je prav, kaj je narobe, česa ne sme, kaj se ne spodob, kako je mora to boljš narediti. In kar se zgodi je, da začnemo, sploh ko otroci grejo v šolo, otroke non-stop popravljati. To nisi v redu naredil, to moraš tako narediti, uno moraš tako narediti, tretje moraš tako narediti, še enkrat nalogo napiš, lej kako s posodo pobrisu, miza ni dovolj dobro pobrisana. Dajte se kdaj v kožo otroka in si predstavljajte, kako mora to biti grozno. In to ni prijazno. To ni prijazno. In obstajajo načini, kjer otrokom lahko sporočimo stvari na isti način, samo da je prijazen, pa dajmo si zbiti iz glave, da moramo vsako sekundo otroka vzgajati. Ker to, da smo sproščeni v odnosu, da se igramo, da se hecamo, da se gremo prašičke, tako kot se je Albert šel, pa še veliko drugih stvari, tudi to je vzgoja otroka, a ni tako? Ja, jaz to razmišljam, ne, ker ne, tiste mami, ne, in ne, to, da se ti zmeša. Ne. To pride prav od tega, ker v bistvu nismo odzivni. Ne. In ko mislimo, da tudi če nas otrok pokliče, recimo se pogovarjamo, ne, tako smo v družbi, ali pa pridejo odrasli na obisk in otroci in pol, mami, ne, počakaj, pa ne zdaj, pa ne moreš zdaj, pa mami, ne. A veste, prijazen odziv je, da rečeš, glej, ja, te slišam,
počakaj, glej, sam tole dokončamo, prideš na vrsto. Tako da ni tega, bom rekel, črno-belega, seveda ne moramo dve stvari naenkrat in tako naprej. Ampak mi lahko z neko notranjo uravnoteženostjo, bom rekel, te stvari držimo in ne rabimo past ven ali pa ne rabimo zgubiti tla pod nogami, če pač se stvari ne iztečejo. Ne? In jaz tudi o tem razmišljam, ne, da, veste, nekateri starši jemljajo to starševsko vlogo tako smrtno resno. Ne. In to je tako, kot če se lotiš nekega dela, lahko se ga lotiš za neko, bom rekel, prijetno naravnanostjo, se zabavaš, si sproščen, si prijazen, lahko je pa to smrtno resno in vsaka napaka je že odstopanje, je že katastrofa, je že drama, nisem več dober oče, joj, to spet ni prijazna naravnanost, niti do sebe, niti do okolja, niti do otroka. Ne? Bojan, drugače, hvala, meni je taka slovenščina čisto všeč. Super, vse je tudi angliščina, ok. Je pa, pa je super, meni je super takole. In res je, da smo včasih tako skoncentrirani na kakšno neumnost, ko jo gledamo v telefonu, da sploh ne zaznamo. In jaz tukaj pa imam v bistvu en recept, ki ga tudi sama še vedno uporabljam, čeprav nimam malih otrok, ampak kadar otroci pridejo k nama, in kadar imamo z Albertom pogovore, ki so najni osebni pogovori, jaz telefona ne dvignem. Jaz dam telefon lepo na brnenje, da ga slišim, da brni, pogledam, če me kliče otrok, bom rekla, lej, moram dvigati, ter ne dvignem. In pridite domov iz službe, dajte telefon na brnenje in odločite ga nekam visoko na polico, izklopite si vsa obvestila od Facebooka in vseh ostalih stvari in boste videli, kako je vaše življenje lepše. Res, pa če to naredite samo za 2 uri popoldan. In lejte, še nekaj vam bom povedala, ne mi reči, jaz imam tako službo. Ni res, jaz jo imam tudi. Vi mene kličete non-stop skozi ob vsakih urah. Ampak so trenutki, ko si rečem, tole je zdajle prijaznost do mene in bom dala telefon na stran zaradi tega, ker želim biti prisotna v odnosih, ki so moji najpomembnejši odnosi. Bojan, to je tak plemenit izziv, a bi zdržal pravzaprav en dan brez telefona. Jaz bi tako rekel, a bi za začetek takrat, ko smo v stiku, ko smo v živem stiku z otrokom, pa to mislim, da ni več kot 10 minut, da ko se srečamo, damo telefon stran, gledamo v oči, imamo v zavedanju to, da pokažemo, kako smo prisotni, kako smo odzivni. A veste, to, da gledaš v oči, da ga pozdraviš, da rečeš, kako si, to ne zahteva 3 ure. To narediš v 1 minuti in v kratkem času se ustvari ta občutek, mar mu je zame, tukaj je zame prisoten, tudi če jaz nekaj delam. Tudi če kuham kosilo, ne? Tudi če sem, jaz lahko naredim, to je ena gesta, to je en gib, s katero jaz pokažem, glej, mar mi je zate, pomemben si mi, prijazno pomeni, vesel sem te, ko te vidim, lepo mi je s tabo, ko si prišel, pomemben si mi. To so vse, to so trenutki, trenutki, ki jih naredimo, zato imamo tudi midva ta najina predavanja po šolah, zdaj sicer online, tudi eno je trenutki, ki so pomembni v vzgoji. Ja, 10 minut je razlika kot en cel dan, ampak lahko z nečim začnemo. Lahko začnemo z 10 minutami, z 1 uro. Boste videli, kdaj telefon kar kje pozabite. Albert ga recimo sploh nimam nikoli pri sebi, še takrat, ko ga jaz rabim, ne. To ste verjetno že slišali v mojem videu na YouTube kanalu. To je druga skrajnost. To je druga skrajnost, ja. To je partnerstvo. To sem mu nekako sporočila za 35. obletnico poroke.
Ok, lejte, kako otroku sporočimo prijazno, kadar nekaj ne naredi tako, kot smo si mi predstavljali, ali pa po naših standardih. Recimo, da mu rečete, nesi ven smeti, in da v vašem filmu pomeni, da neseš ven smeti, in potem se vrneš in daš v kanto novo prazno vrečko. To je nesi ven smeti v vaši glavi. Vi otroku rečete nesi ven smeti in verjetno mu rečete, ne vem, 3-krat nesi ven smeti, in potem on prime tiste smeti enkrat, pa koluta z očmi, pa jih nese ven. In seveda da vreče nazaj noter. In zdaj imate vi možnost, da rečete, sem ti rekla, da nesi ven smeti, pa zraven pa še da daš vrečo v kanto, to ti tako vsakič moram reči, kar ti bom mogla še povedati, da si boš zapomnil, a ne? Lahko pa ga pokličemo, recimo, da je to, evo, da je to Bojan, a ne? Pa rečemo, Bojan, a prideš malo k meni? In potem on pride in rečete, sem opazila, da si nesel ven smeti, koliko lepo, a lahko prosim daš še vrečo v kanto? A je kakšna razlika? In pa 10-krat boste to naredili in 10-tič jo bo dal sam, presežem, res, zaradi tega, ker bo vedel, da ga boste spet poklicali in da mu boste rekli in da 10-tič ne bo hotel več, da ga pokličete. Recimo rečete otroku pospravi kuhno in v vašem filmu je, da zloži posodo iz stroja, da zloži splaknjeno posodo v stroj, da pobriše mizo, da pobriše pulte, da pomete po tleh. In potem vi pridete in vidite, da je pač posoda zložena v stroj, vse ostalo pa, ali pa recimo pulti pa niso. In spet, sem ti rekla, boš pulte pobrisati, kakšna gospodinja pa boš, kdo te bo pa naučil, kaj pa si ti misliš, malo se potrud, bo bolj natančna, koliko si šlampasta, a ti kar vse, da so te smeti po pultu. Ali pa pokličete, recimo, Špela in rečete, lej Špela, kuhno si pospravila, ful dober. A lahko še pulte pobrišeš? Kakšna je razlika? Razen tega, da jaz nisem zgubila 5 ton energije in da sem bila prijazna do otroka, ki si to zasluži. Komplikacija. Kakšna? Najstniki. Ja. Najstniki, ki so zelo redko prijazni. Najstniki, ki so zelo neprijazni. Ja, če moram pa zaradi tebe pospravljati. Ker ti svinaš, malo bolj pazi, kakšno kuhno puščaš. Ja, gledajte, pri najstnikih, bom rekel, je več teh provokacij, da pademo v neprijazen način. In pri najstnikih je nevarnost ta, da oni zamenjajo ta boj, da se postavijo zase, s tem, da se mi borimo z njimi. In je zelo velika nevarnost, da mi res pademo v neko bojevanje in da ustvarimo to vzdušje, kdo bo koga. In tukaj bi mogoče samo tako, da če ste mogoče padali v to vzdušje, kdo bo koga, in da je vsaka, bom rekel, vsaka komunikacija že povod za... A vidiš, Andreja, prav, zakaj morajo najstniki zmer biti izjeme? Ja, so v izjemno težkem položaju, ker se morajo iz otrok preleviti v odrasle in ta proces ni tako preprost. In imajo zelo velikega opravka s tem, kdo so, kako se postaviti in tako naprej. Tako da ja, jaz sem to hotel reči, da pri najstnikih je zelo pomembno, da naredimo najprej eno podlago in to je stik. In v stiku je noter prijaznost. Stik delamo samo z, bom rekel, prijaznimi, naklonjenimi gestami in vedenji. No, recimo, če jaz tebi rečem, če si najstnik, prosim, nesi ven smeti. Kva mi težiš, skozi mi težiš, zdaj kva si tečna. Ljubček, ti si moja najpomembnejša oseba na tem svetu, zato sem ti rekla, da ne si. Ja, ampak pol nesem. Ja. Najpomembnejša oseba, veste? Ja. Leja to zna. Leja ima, bom rekel, to imaš ti nekako prirojeno v sebi.
A veste, jaz sem nekaj drugega tudi razmišljal, zdaj, ker bomo mogla počasi končati. Če pomislite, da v bistvu so vaši otroci tisti, ki vam bodo prinesli enkrat vnuke. In če vzamemo še odnos ne samo do otrok, ampak prijaznost do vnukov, kaj se midva se bližava tem, čisto realno. In ko se jaz to zamislim, jaz vem, da do vnukov bom pa prijazen do konca. Tako je bil tvoj ata do najinih otrok. Ja, kako je to meni jezik. Ker do tebe ni bil. Ja, ker do mene ni bil. In ne vem, tlele to mogoče en tak izziv, da če si zamislite, ta otrok bo enkrat starš mojim vnukom, in kako bom jaz do teh vnukov prijazen in kako se jih bom veselil, kaj če bi malo te prijaznosti dal tudi temu otroku. Ja. Eno vprašanje, kako izstopiti iz dvoboja z najstnikom, odgovore bova dala v petek, Ja. bojo odgovori na vprašanja, lahko najdete odgovore tudi v najini knjigi Štekani najstniki Ja, in starši, ki štekajo, ki jo naročite na vezal.si. Lahko dobite tudi kakšne odgovore na najinem YouTube kanalu, kjer imate ful brezplačnih posnetkov o vzgoji, o partnerstvu. Vtipkate v YouTube Albert in Leonida Mrgolepa, vam bo ven vrgel najin kanal. Drugače pa vsa vprašanja, ki jih boste napisali, bodo dobila v petek odgovore, tako se pripravljava na to. Ena stvar, ki jo moram tudi danes povedati, vsak dan jo povem, tole je 4. dan našega maratona, dobro nam gre, vidim, da vas je veliko vsak dan na tem maratonu in da se trudite. In še enkrat, ful sem hvaležna, ful sem hvaležna, da ste tukaj z nama in da skupaj sporočamo svetu, da se da živeti tudi na drugačen način, da ustvarjamo neko skupnost, ki je prijazna in v kateri se bomo počutili varno. Tako da za vsa vprašanja, ki so iskrena, sem vam tudi jaz iskreno hvaležna, oziroma midva oba. Tako da, lejte, prijaznost do otrok je nekaj, sploh če imate še majhne otroke, je nekaj, kar vas bo peljalo v lažje najstništvo. Zaradi tega, ker otroci rabijo z nami imeti tisti občutek, da se lahko tudi kdaj imajo fajn, da se kdaj pohicajo z nami. In vem, da je šola naporna, vem, da imate veliko stvari, vem, da imate službe, pa tale COVID, pa maske, pa ne vem kaj vse. Ampak jaz mislim, da nekaj minut na dan za to, da greste ven iz teh okvirov in počnete nekaj, kar imate radi, je super. In še nekaj. A veste, otrok bo težko pospravil kuhno ali pa kopalnico, če mu boste vi rekli, pospraviti moraš, posprav. Ko boste pa vi rekli, pejt, greva skupaj pospraviti kuhno, dej bova skupaj pospravila kopalnico, greva skupaj pograbiti vrt, bo šel pa on z veseljem. Zato, ker otroci so radi z nami. Otroci nimajo radi, da mi njih porivamo nekam stran, da jim ukazujemo, da jih kritiziramo, imajo pa zelo radi, da smo skupaj z njimi in da si vzamemo tisti čas. In to ni nujno, da je ležanje na kavču, lahko tudi delamo stvari skupaj. Čeprav vem, da jih vi sami naredite hitreje, pa bolj natančno, a ne? Razmišljam o nalogi. Zdaj se mi je utrnilo to, da kaj če bi naredili recimo en dan prijaznosti z otroki. Da bi rekli, a bomo Od zdaj naprej pa do jutra. A bomo imeli, pač recimo si izberete en dan, lahko si izberete en vikend, lahko si izberete en teden. Če vam bo dobro šlo in če boste videli, da ima to smisel, lahko to podaljšujete. Drugačna naloga od včeraj, kar imamo za partnerja, lahko tudi razširimo na otroke. Zdaj, če je že tega preveč, lahko malo menjavate, en dan za partnerja, en dan za otroke, še kakšen dan za koga drugega. Tako da ja. Tale prijaznost za en dan, ne mu nasesti, zato ker če bi Albertu rekel, da naj bo z otroki cel teden prijazen, ker so bili otroci majhni, on to ne bi zdržal. Tako da
Tudi jaz ne bi zdržala, zato ker pač Ne bi res bilo včasih prijazno. ne bi bilo prijazno. Tudi meje, ki jih postavljamo, a ne, meje lahko postavljamo na prijazen način, lahko jih pa postavljamo pač z neko zadirčnostjo in rjovenjem. In če si date recimo 24 ur prijaznosti do otroka, je to lahko zelo zanimiva naloga, ki bi vam jaz dala pod vprašanje. Opazujte se, kje vam gre dobro, kje vam pa gre težko. In tisto, kjer vam gre težko, začnite raziskovati, mogoče malo pogledajte vzorce, mogoče malo pogledajte vaša prepričanja, a ne vem, otrok si mora vsak dan, ne vem, noge umiti, mora štumfe nositi pač v tisto košaro za cunje, mora, ne vem, vaša prepričanja. In boste videli, kje v bistvu rabite sami sebi pomagati. In zdaj lahko si pomagate s takalimi videi, s knjigami, lahko pridete tudi k nama na kakšno delavnico. Še enkrat vas spomnim, jeza pri sebi je zdaj znižana, mislim, da za 15%, ker zdaj prihaja, mislim, da v naslednjem tednu, naslednji webinar, in sicer jeza v partnerskem odnosu, ki je pa toliko dober, ta webinar je pa res toliko dober, ker sva ga delala na najni zgodbi in sva se zelo potila, ker sva to snemala, tako da vam bova razkrila vse najne intimne jezne trenutke. Zdaj vas pa za danes pozdravljava, jutri se bova javila zvečer po 8 uri, vam bom napisala kdaj, zaradi tega, ker pač cel dan delava, ampak sva se odločila, da bova vsak dan z vami, tako da se vidimo jutri zvečer. Kaj bo pa tema? Jaz bi še to rekel, hvala za vse te vaše komentarje, hvala, ker ste tukaj, ker naj podpirate, to nama res zelo veliko pomeni, tudi če delite, tudi če širite to naprej, to nama je v bistvu smisel. Jutri pa bomo imeli, čakaj, jaz moram pogledati. A je to tema, so starši? Mislim, da so starši. Zdaj sem pa malo zamočil, tako da... Albert ima to vse zapisano, tako da počakamo še sekundico. Sam, da se mi odpre, se pravi, jutri je 5. dan. Ja, jutri je 5. dan. 5. dan. To hitro gre, vidite? Ja. 5. dan so starši. Ne, so prijatelji. A prijatelji so? Ja, jutri imamo prijatelje, tiste, ki jih imamo radi, tudi živali in tudi tam, ko smo radi, se pravi doma. Tako da jutri bo bomo na en tak luškan način pogledali, kje smo pa lažje prijazni. Ok, super, hvala za vse spodbude, bova lepo, tudi vi bodite lepo. Se vidimo jutri zvečer. Čau, čau. Čau. Aha, ne pozabite, za tiste, ki so samski, ne bomo.